Dober dan, lepo pozdravljeni. Čeprav smo o tej temi v zadnjem času že veliko govorili, vendar je še vedno aktualna, kajti tudi Državni zbor bo o tem zakonu o financiranju osnovnih šol še odločal. Čeprav smo na odboru, pa smo to temo že obravnavali. V Novi Sloveniji smo ogorčeni, tako kot tudi starši, ustavni pravniki, širša javnost, da vladna koalicija na čelu SMC še vedno ni izpolnila odločbe Ustavnega sodišča in to po 3 letih. To je nesprejemljivo in ruši pravno državo. Slovenija tudi s tem izgublja kredibilnost, tako doma, kot tudi širše in tudi v drugih državah, tudi v tujini. Čudim se, da predsednik vlade, ki je vendarle profesor ustavnega prava, ne izpolni odločbe Ustavnega sodišča, ampak na vso silo ohranja koalicijo, čeprav pri tem zanika svoje etične vrednote in tudi svoje obljube, ki jih je dal. Tudi ministrica mi je na poslanskem vprašanju zagotavljala, da bo država povrnila vso škodo za nazaj od takrat, ko je bila izdana odločba Ustavnega sodišča. Sedaj so pa šli celo dlje in tisti obvezni program, ki ga država financira, razdelili na 2 dela, čeprav morajo šole oba obvezno ponuditi. No, ko smo ta zakon obravnavali na odboru za izobraževanje, je pred glasovanjem celo zakonodajno-pravna služba parlamenta opozorila vse stranke, da sprejemom tega amandmaja, torej ki znižuje financiranje, da bo zakon tako protiustaven, ker znižuje standarde, namesto da bi po odločbi Ustavnega sodišča izenačil financiranje javno veljavnih osnovnošolskih programov, s to delitvijo na 100 plus nič, celo znižuje financiranje in zato je zakon že vnaprej neustaven. Pri razširjenem javnem programu gre namreč za dodatno učno pomoč, ki so jo učenci deležni tudi na podlagi različnih odločb, torej je to financiranje obvezno. Vsekakor v javnosti obstajajo tudi različne interpretacije oziroma širša javnost vedno ne razume, kaj je tisti dodatni ali pa razširjeni program, kot ga sedaj interpretirajo vladne stranke. Torej gre za dodatno učno pomoč, dodatni pouk jutranjega varstva in popoldansko bivanje. Nikakor pa ne gre za tiste dodatne vsebine, ki jih starši posebej plačujejo in jih bodo plačevali tudi prihodnje. Ne gre za investicije, ne gre za financiranje stavb, v katerih so te šole, ampak samo za financiranje programa. In ta program, osnovnošolski program, ki je obvezen za vse slovenske državljane, za vse otroke, mora biti enako financiran, ne glede na to, v kateri šoli se uveljavi oziroma izvršuje, v kateri šoli se poučuje, torej enak za vse. In starši niti ne želijo, da bi vse tisto, kar je dodatno morala financirati država. Starši so tudi izbrali te programe v dobri veri, da je to dobro za njihove otroke in na ta način tudi izpolnili 57. člen Ustave, ki pravi, da je izobraževanje svobodno. Še vedno bodo te šole delovale, saj ne gre za financiranje šol, ampak programa, tudi če država ne bo izpolnila ustavne odločbe. Moramo pa vedeti, da bodo s tem prikrajšani otroki prav iz socialno šibkejših družin, kajti te šole so tako dobre, da imajo dovolj učencev, vendar zaradi dodatnega plačevanja si tega šolanja pač ne bodo mogli privoščiti tisti iz socialno šibkejših družin, ampak samo iz premožnejših. To pa vendarle ni dobro v državi, za katero pravimo, da je pravna država in tudi, da je socialna država. Prav tako 6 zasebnih osnovnih šol ne more ogroziti sistema državnih šol. To je enostavno, milo rečeno,
za lase privlečeno oziroma kaže na ideološki boj, ki se je sprožil ob tem vprašanju. In to je nedopustno, da se ta ideološki boj vrši na ramenih otrok in staršev, ki so enostavno izbrali šole, ki imajo drugačne pedagoške pristope, ker pač ocenjujejo, da je to dobro za njihove otroke. Govorimo o približno 1400 učencih v 6 zasebnih šolah in za približno 308 tisoč evrov denarja letno gre. Torej to ne more ogroziti javnega šolstva, to ne more ogroziti državnega proračuna, ampak si to lahko razlagamo zgolj kot ideološki boj. Žalostno je, da bližajo se volitve, da bodo nekatere stranke delale svojo propagando na spodbujanju ideološkega boja, ne pa na tistih programih, ki bi izboljševali standard in življenje državljanov. Nova Slovenija si bo vsekakor za to prizadevala, da bo imela dober program, ki bo izboljševal standard naših državljanov. Seveda v Državnem zboru Nova Slovenija tega zakona o financiranju osnovnega šolstva ne bo podprla. Če bo ostalo pri tej obliki zakona, mi smo tudi vložili amandma, ki predvideva 100% financiranje celotnega tega javne obveznega programa, in če bo ta amandma sprejet, potem seveda je možnost, da zakon podpremo, sicer pa nikakor ne. Tudi glede na to, da je v šoli Montessori, na primer, več kot 50% otrok prejema subvencionirano šolsko prehrano, ne moremo govoriti, da je to elitistična šola oziroma da so to otroci elite. Ravno tako v osnovni šoli Alojza Šuštarja več kot 30% otrok prejema subvencionirano šolsko prehrano, zato tukaj ne gre za izobraževanje elite, ampak enostavno za starše, ki so pač izbrali te programe. Menim, da je dobro, da imamo takšne šole tudi v Sloveniji, ki so zelo priznane po Evropi in drugod po svetu, ker to kaže, da je Slovenija odprta tudi za drugačen način izobraževanja. In nikakor ni dopustno, da izobraževanje v teh šolah onemogočamo ali pa otežujemo otrokom, ki pač so sedaj že vpisani in se želijo po tem programu izobraževati. Nenazadnje, če sem tako malo kritična tudi do vrhov slovenske politike, veliko predsednikov te koalicije je obiskalo Sveti sedež, se slikalo tam z papežem, ker je pač to v določenih primerih dobro in pomembno, ampak najbolj pomembno je, da se držimo dogovorov in da pri tem ne delamo na diskriminaciji. In menim tudi, ko v Sloveniji govorimo velikokrat o spravi, to je korak nazaj, ker znova spodbuja k delitvam. Mi pa želimo, da bi v tej državi živeli ljudje svobodno, da bi bili vsi enako spoštovani, ne glede na takšno ali drugačno pripadnost. In na ta način pa pravzaprav rušimo to željo, da želimo vendarle, da bi v Sloveniji se ljudje ne delili tako ali drugače, ampak da bi svobodno živeli skupaj, ne glede na različna prepričanja.